Lepo pozdravljeni iz studia Dela. Medijska hiša Delo Mediji objavlja 4 podcaste v okviru letošnje kampanje Nepremičnine. V podcastu, ki ga poslušate, bomo analizirali trende na nepremičninskem trgu, vpliv zalivske krize, predvidenega dviga obrestnih mer, ali se splača kupiti stanovanje zdaj ali morda tvegati in čakati na padec cen ali pa na nadaljnjo rast. Na ta in druga vprašanja bosta odgovorila direktor nepremičninske družbe Stoja Trade Zoran Čukić, lep pozdrav. Lep pozdrav. In glavni direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič, lep pozdrav tudi vam. Pozdravljeni tudi z moje strani. Zdaj, Zoran Čukić, kaj bi svetovali nekomu, ki v trenutnem nekem geopolitičnem, gospodarskem okolju razmišlja o nakupu nepremičnine, bodi si kot naložbe, bodi si, da rešuje svoj stanovanjski, domski problem? Ja, seveda ta pritisk, ki se zdaj ustvarja s to krizo, je absolutno tak psihološki pritisk. A veste, zdaj jaz bi svetoval, če je to neka družina ali posameznik, ki kupuje stanovanje za živeti, bi seveda svetoval, da prvo ne gledajo na ceno kvadrata in kdaj bo 5% ceneje, ker dna ni praktično ujel še nobeden. Se pravi, če pa dejansko so se odločili, pa bi bolj bilo pomembno, koliko stabilen je lahko njihov nakup te nepremičnine, glede na to situacijo, ali so finančno sposobni in seveda, da kupujejo za sebe na dobri lokaciji in da si absolutno kupijo stanovanje, ki so si ga vedno želeli, če jim to čas omogoča. Zakaj? Ker v teh časih, ki smo jih gledali, recimo v 10 letih, če pogledamo, ali pa 20 letih, če mi pogledamo zdajšnjo situacijo Sursa, ki je objavil, da je bilo letošnje leto je 1% manj na 24, 25 na 24 je bilo 1% manj predvidenih stanovanj, 4500 cca jih je bilo predvidenih, prejšnje letos 23 na 24 pa 14 000 manj. To pomeni, da je že v planu bilo za prihodnost v 2 letih 15% manj planiranih stanovanj. Tako da, veste, ta psihološki pritisk pa se dogaja tudi na prihranke, kjer, veste, mi pač imamo en kup enih prihrankov na bankah in seveda ljudje kupujejo tudi, bi rekel, malo na zalogo. Tako da jaz osebno se je pokazal skozi čas, da tisti, ki je čakal, je izgubil prihranke z inflacijo, izgubil dobre opcije, cena mu je šla pa gor krat 2. Recimo, če gledamo samo leto 2025 statistiko, smo šli 10% gor, po Gursu in cena je presegla v Ljubljani 5000 evrov rabljenega stanovanja. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je aprila bila za 10 odstotnih točk nižja kot marca, se pravi, to je nek vpliv te zalivske krize. Podobni mesečni upad smo nazadnje opazili marca 2022, torej takoj po začetku vojne v Ukrajini. Pred 6 leti se povpraševanje po nepremičninah ni ustavilo. Gospod Miklavčič, kaj opažate na trgu v zadnjem obdobju? Kako ta kriza vpliva na obnašanje kupcev? Glejte, predvsem je, bom rekel, veliko ugibanj, veliko napovedi, sem pa tja tudi mogoče nepotrebne psihoze. Nič, bom rekel, novega ne bom povedal. Svet je že kar pač nekaj let zaradi obnašanja velesil, svetovnih velesil je, bom rekel, na višjih vrtljajih, je nepredvidljiv in seveda zdaj teh impulzov je čedalje več in so čedalje bolj pogosti v zadnjih letih, tako da kakšnih bistvenih, razen nekaj, kar se tiče podražitev materialov, pa seveda posledično tudi, bom rekel, se hitro izkoristi, da se tudi podražijo storitve, so bolj pričakovanja. Tako da kaj bistvenega, bom rekel, ali pa kakšnih bistvenih zaključkov še ne moramo delati, konec koncev niti ne vemo, bom rekel, kako se bodo te krize
ali zaključile, ali nadaljevale, ali bo to eskaliralo še naprej. V glavnem je še prehitro, da bi, bom rekel, lahko ene pametne zaključke dal. Je pa sigurno, bom rekel, negativen pretres na trgu, ki je po mojem pa, bom rekel, zelo kratkega daha. Veste, to počakaš mesec, počakaš 2, 3, ampak tako, ki je kolega rekel, mi ljudje, ki se odločajo, ki imajo potrebo za nakup nepremičnine, pač morajo prej ali slej v te čevlje stopati. Kupci so kaj bolj previdni? Ali... Ja, se veste, napovedana dvig obrestne mere, ki je zdaj, čaka se ta aprilski ECB, se pravi, seveda to vedno malo počasni. A veste, ampak nikoli višje obrestne mere ne spreminjajo povpraševanja, ne. Povpraševanje vedno raste ne glede na, a veste, obrestne mere. Tako da jaz bi rekel, da v vsakem primeru je povpraševanje zelo veliko, predvsem za dobre projekte. Kot vidite, mi smo imeli ta projekt pod hribom 2200 ali pa 2000 strank upisanih za 111 stanovanj, ki je lokacija zares redka v Kosezah, Koseškem bajerju. Imamo pa tudi kakšne projekte, kjer prodaja poteka dalj časa, ker ljudje so ratali bolj selektivni, seveda v višjih obrestnih merah je kredit dražji, finance so drugačne, začetni kapital se ti poveča polog, če imaš dražji kredit in tako. Ljudje dosti bolj razmišljajo o vseh, bi rekel, dosti bolj so poučeni in dosti bolj razmišljajo o drugih stvarih, ki včasih v nižjih obrestnih merah, v obdobju nižjih obrestnih mer, niso razmišljali, ker so hiteli zapravljati pocen denar. Tle so mogoče te razlike. Veste, takrat bi kupil pocen denar, je 2% fiksna za 20-30 let, najemnina to pokriva, bi rekel, da so bili malo bolj sproščeni. Zdaj so dosti bolj, ker so cene že strašno visoke, dosti bolj pripravljeni se posvetiti samemu projektu, kakovosti produkta, stroškom, ki bojo, in mogoče bi rekel tudi certifikatom. To lahko tudi mogoče naprej bi rekel, da se ljudje zavedajo, mogoče te nove direktive, ki prihaja 1275, evropske direktive, ki bo s koncem letošnjega leta že veljavna, da ne bomo več gledali samo na energetsko izkaznico, ampak TCO, Total Cost of Living, in energetski certifikat ECE++, ki bo združen, kjer bo na trgu pomembna zdrava hiša. Ne bo več samo energetska, ampak bo tudi število svetlobnih ur, se pravi steklene površine, prezračevanje PM delci v stanovanju, kar do zdaj ni bilo, in predpriprave in priprave za pametne inštalacije. In to bo ta končni certifikat zdrave hiše. In določeni ljudje to že poznajo in take projekte iščejo. To je, gospod Miklač, tudi pri vas opažate, da je ta za kupca kakovost zgradnje mogoče bolj pomembna danes, kot je bila, ne vem, pred 5-10 leti, kjer se je praktično kupilo, kar je šlo na trg. Veste, tle je sigurno, bom rekel, ne glede na specifičnost slovenskega trga, se dogaja, bom rekel, korak po koraku napredek. Mi se tega veselimo. Slišali smo, da je ta napredek, hvala Bogu, podprt tudi z evropskimi direktivami. Ljudje so bolj, bom rekel, bolj informirani, bolj pazljivi. Veste, še pred nekaj leti sem, mislim, da enkrat na ene podobnem srečanju komentiral, itak so vsi projekti, ki se ponujajo na trgu, vsi se oglašujejo kot ekskluzivne lokacije, kot nadstandardni projekti. Praktično vsaka luknja, ki se zgradi, je bila, bom rekel, majčkeno manj, ali pa vsaka vrstna hiša se je imenovala vila, pa tako naprej. To je zdaj, bom rekel, majčkeno, zdaj to se je situacija izboljšala. Mi še vedno smo specifičen trg. Leta in leta je pustimo zdaj tisto obdobje po finančni krizi,
2009, ko je bil nepremičninski trg praktično nekaj let na zelo nizkih vrtljajih, je ponudba manjša od povpraševanja. To je specifika slovenskega trga. Zdaj, zakaj je temu tako, lahko veliko razpravljamo o tem, ampak vseeno se to razmerje med ponudbo in povpraševanjem se, tudi če se ne količinsko, se pa, kar se, pričakovanj in kvalitete tiče, se pa izenačuje, kar je v bistvu dober signal, da bomo na trgu uspevali predvsem z dobrimi, kakovostnimi izdelki. Ja, jaz tudi pri drugih investicijah vse prepogosto se pogovarjamo ali pa je filozofija, kako narediti najcenejšo investicijo, ne? Kako z najmanjšimi investicijskimi stroški narediti projekt. To je sicer lepo in prav, ne? Ampak ta prava filozofija je, kako narediti z najnižjimi, odnosno sprejemljivimi stroški projekt v celotni življenjski dobi, ne? To je pač v industriji, to imenujejo life cost cycle, ne? In tukaj, ta filozofija je predvsem pri primeru kupcev stanovanj, se pravi kupcev nepremičnin, je čedalje bolj prisotna in to je za pozdraviti in tudi za spodbujati. Jaz se spomnim pred 10 leti, pa še več 15 leti, ko so na trg hodile novogradnje, je bilo cel kup napak, vlaga in tako naprej, potem so se te bančne garancije uveljavljale. A so investitorji, verjamem, da vidva stano, ampak to na splošno, slovenski investitorji vsi že imajo to logiko, da je treba morda ne povsod šparati, če tako rečem, na gradbenih stroških, pa narediti kakovosten produkt, ali še vedno dobivamo na trg neke slabše gradbene izdelke, kot vidva opažata. No, kar se tega tiče, se stvar izboljšuje, vendar mi še vedno opažamo, še vedno je en delež investitorjev, jaz jih imenujem popoldanski investitorji, ne, ki, imajo velika pričakovanja, kar se tiče donosov, ki pač niso profesionalci na tem področju, in seveda pri njihovih produktih, odnosno to, kar ponudijo trgu, je dostikrat potrebno biti zelo pazljiv. Je pa, predvsem ozaveščenost kupcev, konec koncev tudi konkurenca na trgu, počasi, to filozofijo čisti, ni še v celoti očiščena, da se razumemo, še, se da naletati pa se še kupiti, mačka v žaklju, ni kakšnih velikih težav s tem, vendar čedalje manj in je tudi meni všeč, da tudi, veste, konec koncev, že pred 10 leti je prišla ven, direktiva okrog energetske izkaznice, ne. Že ta je en korak naprej naredila, ne. Zdaj prihajajo nove direktive. In je to prav, v bistvu to predvsem zelo pomembno vpliva na zavedanje vseh, ne, in investitorjev, in kupcev, se pravi investitorjev v nepremičnine, in kupcev potem, ki ta stanovanja pa nepremičnine kupujejo, da, morajo dobiti, ali pa da so
da morajo na trgu biti ali pa na razpolago dovolj, bom rekel, kvalitetni produkti in da, bom rekel, ta posel mora biti pošten, ne, kar je garancija, da potem posel traja in da je uspešen. Jaz bi tle še dodal, da ni ga projekta brez napak, če smo realni. Tle verjetno bi se z gospodom Miklavčičem strinjala. Jaz sem občudoval gospoda Miklavčiča projekt Ljubljano, kako je v tistem času res naredil tako super hišo z lepim dizajnom, bi rekel, ki je malo odstopala tudi po fasadi, po kvaliteti, po kamnu. In se še zdaj, ko se pelem mim, rad pogledam. Seveda, a veste, tletko, kot je gospod Miklavčič rekel, je matematika sigurno ena od pomembnih komponent, vendar sedaj v teh časih, ki bi rekel mogoče, ko smo prej se dotaknili kriznih časih, bližnje vzhodne krize in tako naprej, bi rekel, da seveda je to, kar ste vi omenili prej z vsemi ljudmi, ki gradijo za hobi, ker je rast bila tako močna, da so se vsi priključili v gradnjo, kar je logično in seveda... Skočili na vlak? Seveda so skočili na vlak, kar ni nič narobe, razen v tem delu, kjer se oba dva strinjava, da pri majhnem investitorju, a veste, so znajo biti velika presenečenja. Pri danes veliki investitor mora biti izredno pozoren, bolj kot prej, na vse stroške, ki so nepredvidljivi, se pravi, zdaj imamo više komunalne prispevke, infrastruktura, se pravi, sama cost of, se pravi, gradnje, ne, je višji, nepredvidljivo više sofinanciranja, se pravi, vse se draži, torej, projekt mora biti skrbno, ni dober sam lep projekt, se pravi, mora biti skrbno premišljen, natančno faziran, večkrat faziran zdaj, ne, po ta novem, da bi prišel ven s tem donosom, ki bi bil nek normalen donos, brez nekih presenečenj, ki v vsakem projektu so. Ko se dotaknem napak, ki sem jih prej omenil, bi pa tako rekel, veste, se pravi, naši kupci so strašno zaščiteni, kar je odlično po ZVKSES-u, ne, zakonu o gradnji stanovanjskih stavb, ki se pravi nekako varuje kupca že pri plačilu in potem pri napakah. Problem nastaja tukaj, da se mogoče v nekem delu ta zakon na koncu zlorablja z zadržanjem sredstev oziroma, a veste, vsak projekt, ki se ga naredi, se napake odpravljajo. Seveda, tukaj pa pride do nekega združevanja, a veste, mi smo imeli tudi določene izkušnje, smo imeli napake na naših projektih in, a veste, smo jih odpravljali sproti, ampak bilo si pa tudi primeri, ne samo pri nas, tudi lahko berete, da se določeni odvetniki združujejo v neke grozde z temi stanovalci, ki potem želijo unovčiti več, kot je potrebno. Se pravi, da se unovči za določen del, ki je za popraviti, a veste, če ga investitor ne odpravi, je popolnoma logično in pravilno. Ampak da bi se pa recimo, če je napak za 500 000, unovčil 3 milijone, ne, veste, to zelo odganja kapital od investiranja v stanovanja. Na začetku samega projekta imamo pa težavo investitorji pri samem, a veste, časovno določitvi začetka in konca projekta, prav zaradi teh stvari. Na začetku zaradi soglasij, ker se nam recimo v projekt lahko neprimerno in ne mogoče dolgo vleče, tako da mi, a veste, to časovno komponento tudi financiranja težko prilagodimo, ker že na začetku se združimo v inicijativo in ne pustimo graditi včasih upravičeno, včasih pa neupravičeno, a veste. Tako da tle bi bilo treba ta zakon, kot so z gospodom Miklavčičem že prej govorila, mogoče tudi malo prilagoditi, ki bi že na začetku izključil te možne malverzacije izkoriščanja teh soglasij in na koncu pravilno odpravo napak in pravilno unovčenje garancije, če je potrebno. Ne pa, da se to zlorablja in potem, a veste, v bistvu otežuje ali bi rekel tudi oddaljuje investitorje od gradnje. Veliko investitorjev dobrih bi šlo v kakšen projekt, a veste, mi gledamo, koliko stanovanj manjka na trgu, ne poskrbimo pa za investitorja, da bi to seveda, a veste, tudi naredil lažji, ker denar je, kapital je, če pogledamo državo ima in znanje in kapital, graditi pa denar ima zdaj, a veste, znamo ali znajo vsi, ampak, a veste, ko pa se loteš teh težav, ki sem jih prej naštel, a veste, pa veliko ljudi s kapitalom in znanjem rajš prepusti in reče, ne bom se to šel, ker je ta zahtevnost
prevelika in seveda riziko je zaradi teh stvari velika, to, kar ste prej omenili. To je zdaj, imamo tukaj odprto vprašanje ponudbe, ki smo se že oba omenila, da to je neka kronična težava skozi leta, da imamo pri nas pomanjkanje ponudbe. Zdaj, če pogledamo statistiko, število gradbenih dovoljenj za stanovanja, ki je nek pokazatelj, kam naj bi šli, v ponudbi se v zadnjih letih zmanjšuje. Medtem ko je bilo leta 2023 izdanih dovoljenj za 4903 stanovanja, jih je bilo lani za 13% manj, trend padanja se nadaljuje tudi v prvem četrtletju letos. To je slaba napoved za povečanje števila stanovanj pa za povečanje ponudbe. Kako to vi vidite? Jaz se v prejšnjem stavkih sem že nekako malo tudi napovedal, predvsem pa bi dal vedeti, da je pomanjkanje zemljišč, kvalitetnih zemljišč z predvideno infrastrukturo, znano bodočo infrastrukturo, največja boleča rana, ki seveda bremza. Če želimo imeti večje število stanovanj, rabimo več zazidljivih zemljišč. Če želimo več zazidljivih zemljišč, moramo skrajšati postopke, moramo biti hitrejši z umeščanjem objektov v prostor in predvideti klastre kot v tujini. Mi vidimo, da določeni investitorji tudi gradijo en zelo lep, bi rekel, lep blok nekje brez infrastrukture. In ga prodajajo kot nek dobrega. Zelo je pa pomemben, kako ti umeščaš kot investitor projekt recimo v prostor z infrastrukturo, se pravi, ali bodočo infrastrukturo. In to manjka. Že novih con, zazidljivih con, z predvideno infrastrukturo, ta hitrost zemljišč, ki bi prišla na trg, bi pospešila gradnjo stanovanj, zmanjšanje upravnih postopkov, digitaliziranje upravnega postopka, ki bi po določenih procesih, se pravi, če ni izdano v tem roku, bi se avtomatsko po digitalizaciji štelo kot že, kot sem prej navedel, skrajšanje možnosti pritožb, seveda, in vse to v investitorstvu, skupnem soinvestitorstvu, nekem partnerstvu javnega in zasebnega. Ker vidimo, da zasebniki mi se matramo po svoje, čeprav dajemo ta stanovanja na trg in se matramo, smo na koncu še kaj krivi, kad to zgradimo za trg. Država se matra na svoj način zagotavljati socialna stanovanja, ne letava na iste težave v svoji hiši. Tako da tle so stvari zelo jasne, in enostavne so. Se pravi, rabimo zemljišča, poenostavljene administrativne postopke, rabimo zrihtati zakon, da bomo na začetku in na koncu lažje šli skozi temi problemi, ki so nedefinirani. In seveda denar pa je, na bankah povsod. Tudi GH Holding ima izkušnje z dolgotrajnimi postopki. Če tukaj omenimo Habjano Bayer, vi ste pravnomočno gradbeno dovoljenje dobili 10 let potem, ko ste kupili zemljišče, 7 let ste se ukvarjali s pridobivanjem dovoljenja, pritožbami in tako dalje. Dlje časa ste se ukvarjali s papirji kot z gradnjo, verjetno. Glejte, tle pač je, bom rekel, en tak lep primer zlorabe pravnih pravic, bil na strani, bom rekel, na nasprotni strani, kakorkoli. Vztrajali smo dolg časa in prišli do pravnomočnih gradbenih dovoljenj. Za kakšne stvari smo tudi, bom rekel, šli na kolena, ki so, bom rekel, popolnoma nerazumljive. Bom rekel, zakaj smo to naredili, ampak ja, bili smo v nekem trenutku na tem, ali bom rekel, pozabimo na projekt, pač si pustimo, bom rekel, na zalogi mrtev kapital v obliki zemljišča, ali pa vztrajamo. Smo vztrajali, to se nam je obrestovalo, v tem postopku se je veliko stvari zgodilo. Med njimi je ena od cvetk, da je civilna iniciativa, ker je bilo to pač zemljišče, ki smo ga kupili od mestne občine na licitaciji, tako kot ste omenili, pred 10 leti.
In ko smo začeli z, bom rekel, z pridobivanjem soglasij in dovoljenj, torej mi smo že od samega štarta načrtovali in zdaj je tudi, bom rekel, se bo začel graditi, jaz trdim, najmanj invaziven projekt v Rožni dolini, ne, na 10.000 kvadratnih metrov zemljišča bo pozidanega samo 25%, ne. Kar je, bom rekel, napram nekem standardu 40-45%, je to zelo nizek procent, seveda s tem tudi, bom rekel, želimo dvigati ali pa zagotoviti kakovost bivanja bodočim kupcem. Ampak v tem postopku je najbolj, bom rekel, zame najbolj taka tipična cvetka je bila, do kje se gre v teh civilnih iniciativah. Namreč zemljišče je bilo zaraščeno z invazivnimi rastlinami, zato ker je bilo to pač, bom rekel, leta in leta je bilo to prepuščeno, ne? Prepuščeno pač, da je čas svoje delo, ne? In je bila zelo resna iniciativa, ki se je dala na pobudo za Zavod za gozdove, ne, da se sredi mesta, bom rekel, to zemljišče kategorizira kot gozd, ne. Seveda je Zavod za gozdove jim je to zavrnil, ne, ampak hočem reči, kako daleč, bom rekel, kako daleč sežejo postopki, pa bom rekel, domišljija nasprotne strani. Seveda zate je vedno, bom rekel, zelo posveten interes, kako na ta način do česa prideti. Zdaj nekako imam občutek, da se te stvari tako gleda, ne. Ste mal, bom rekel, vsi smo kdaj gledali film ali pa brali knjigo o Robin Hoodu, ne. Robin Hood je, bom rekel, je malo bogatim in dajal revnim, ne. Se pravi, ima Robin Hoodovske drže, češ investitor mora biti bogat, ne. Se pravi, mora imeti viška denarja, se pravi, ne ga dajmo zagrabiti, pa bom rekel, je posvečeno, da si pač to, bom rekel, sami razdelimo, ali da ima to še kdo kaj od tega. To, da smo, bom rekel, glede tega, seveda posledica izhaja iz tega, da smo družba, ki smo zakonsko in, bom rekel, v pogledih birokracije bistveno prenormirani, ne. Vse to je problem cele Evropske unije, mislim pa, da je pri nas še bolj, bom rekel, to še bolj očitno, predvsem tudi zaradi seveda naše, bom rekel, našega omejenega prostora, na katerem funkcioniramo. En dokaz je, da mi praktično v Sloveniji, bom rekel, razen zelo redkih izjem, ni prišel še noben od profesionalnih investitorjev v stanovanjsko gradnjo, ne, v to področje. Rečemo, mi, ki smo kot GH Holding malo bolj konzervativni, ne, mi vse, kar investiramo, izključno investiramo s svojim denarjem, ne. Zato, bom rekel, nikoli ne delamo 2 projektov naenkrat, ne, ampak gremo iz projekta v projekt, enega pripravljamo, enega končujemo, prodamo stanovanja in hiše, karkoli, in potem skočimo na drug projekt, ne. Nepredvidljivosti, predvsem pa rizikov je toliko, ne, da če bi bil obremenjen še z sposojenim denarjem, se pravi še z bančnim denarjem, bom rekel, bi še več kompromisov moral sprejemati, še večkrat bi moral iti
na kolena. Ne? Če imaš na eni strani Damoklejev meč, da te banka pritiska, da moraš nekaj narediti, po drugi strani te bodi si civilne iniciative, bodi si sosedje, bodi si, bom rekel, druščina odvetnikov, bom rekel, te pritiska, potem, bom rekel, greš še bolj na kolena, še bolj si pripravljen sprejemati, bom rekel, nerazumljive kompromise, ampak to nažalost imamo, odkar smo pač v Sloveniji, bom rekel, se odpovedali temu, da, bom rekel, lahko v upravnih postopkih uveljavljamo zlorabo procesnih pravic. Ne? Zdaj danes pač zlorabe procesnih pravic ne moreš več uveljavljati. Je to, bom rekel, recept nasprotne strani, kako dosež svoje cilje, predvsem pa nagajati. Ne? Veste, samo za občutek, ne? Taksa za upravno sodišče, ki je pač končni štadij, je nekaj 10 evrov, ne? In tam pa, bom rekel, nobena stvar prej, kar se pač zemljiških pa stanovanjskih stvari tiče, tam pa nobena stvar prej v 2-3 letih se ne zgodi in, bom rekel, si za nekaj 10 evrov, kakršnakoli pač bo odločitev, bom rekel, kupu čas in si predstavljate, če si v tem času obremenjen z bančnim posojilom. Tukaj, gospod Đukić, tukaj imamo na tehnici po eni strani, da mora država omogočiti zainteresiranim, da branijo neke svoje interese, pa seveda na drugi strani pa neka učinkovitost, neko zdravo razumsko si treba tukaj najti, verjetno, ali kako? Ja, tako kot je kolega povedal, seveda jaz sem že prej na nek način že odgovoril na vse to, da ta razpon ali bi rekel nasprotja, o katerih ste zdaj govorili, nasprotja po eni strani zaščititi kupce, kar je pravilno, ne graditi tam, kar ni možno, ne graditi tam, kar ni smiselno, in zaščita investitorja, da se mu pomaga graditi tam, kjer se da, kjer ima smisel, da pridemo čim hitreje do večje ponudbe, ker sam večja ponudba bo dala rezultat. Razpravljanje o temu, da manjka stanovanj, kdo je kriv, ne pomaga prav nič, ne. V bistvu se pravi ta rezultat, ta hitrost ukrepanja in ponudbe bi lahko znižala pritisk na ceno in tudi pritisk povpraševanja, ne. Vse te težave, o katerih smo govorili s kolegom, pa samo to povečujejo. Še nas, ki se borimo na trgu, da bi nekaj dali na trg, potem na koncu prideš v to situacijo, pa ne, da bi želeli jamrati, ne. Vsi posli imajo težave, ampak veste, smiselne težave, logični problemi, tehnični problemi, veste, ne pa taki problemi, ki v bistvu so mogoče, bi rekel, neki ali osebni, ali interesi, ali ne vem. Tako da ne obtožujemo nobenega, ampak enostavno hočemo samo prikazati tudi ta drugi del plati, ki mogoče je na nek način v kakšnih drugih primerih prikazan nam v škodo, pa ni tako, ne. Se pravi, to uravnoteženost bi mogla država z nekimi zakonskimi ureditvami, sredstvi, ko smo prej rekli, s spremembami določenih postopkov, zakonov, omejiti zlorabe na začetku gradnje, na koncu predaje, ne. Tako da tle bi mogli, se pravi, prisluhniti investitorjem, mogoče tudi na kakšnem drugem nivoju iz lastnih izkušenj, ki bi državi pomagali v potem njihovih napovedih in gradnjih socialnih stanovanj za trg. Bi pa tudi rekel, da eno stvar vedno razmišljam, da zakaj pri nas delimo, recimo, a veste, mi zasebniki delamo neke drage stvari, mogoče v navednicah za trg, država gradi neka socialna stanovanja. In kaj se mi delamo? Mi v osnovi na silo smo prisiljeni zaradi sistema degradirati družbo na socialce, ki živijo tukaj, in na bogataše, ki živijo tukaj. Namesto, da bi kot v tujini delali, a veste,
stanovanja v skupnem partnerstvu, javno-zasebno partnerstvo, na lokacijah, kjer bi bilo v naselju mlad zdravnik, a veste, mlada medicinska sestra, mlad arhitekt, a veste, pa potem tudi socialna družina. A veste, se pravi, ta preplet teh ljudi zmanjšuje delitev in segradacijo družbe na tem nivoju, ki se zdaj dogaja. A veste, imamo, pa reče Inštitut za stanovanjsko, ne vem, ograjujemo naselja. A veste, ja, v določenih primerih naši projekti niti niso tako ograjeni, bi rekel, ampak, a veste, ograjene so bile hiše že recimo damo na Gorenjskem, je vsak svojo hišo ogradil, to je že zgodovina, ampak se pa dejansko iz te točke dejansko dela delitev, zato ker same soseske niso planirane v večjih naseljih z infrastrukturo, seveda mestna občina Ljubljana dela na tem, ampak očitno ponudba je premajhna, bi mogli to pospešiti in tudi v določenih manjših mestih, kjer smo mi gradili, recimo Ajdovščine in to, se vidi, da dolga leta ni bilo nobenih gradenj. Ljubljana se še nekako gradi, ampak recimo, Nikolaško in to, tam se ni gradil že toliko in toliko časa. Tako da tudi na drugih lokacijah, mi zdaj pripravljamo v Škofji Loki nekaj, veste, imamo strašno povpraševanje po zelo majhnem številu stanovanj in tudi imamo tam določene razprave in tako hočem reči, da je definitivno en kup enih stvari za urediti, ampak mislim, da bi to šlo lažje v nekem kooperativnem sodelovanju, se pravi državnih inštitucij, občinskih inštitucij, investitorjev, arhitektov, pravnikov, ki bi skupaj lahko pripeljali do realnih rešitev teh težav. Drugače bomo vsi ostali na svojem, mi se bomo matrali, država se bo matrala, ponudba bo še vedno majhna, veste, ker ta naš trg je zelo specifičen. Veste. Mi nismo skandinavski ali ameriški trg. In tudi naš kupec ni klasičen kupec, bi rekel, ameriški kupec, ki je odvisen res od vseh kreditov, od vseh mortgageov. Veste, pri nas je že kultura lastništva popolnoma drugačna, a veste, kot v tujini. Se pravi, kultura lastništva pri nas pomeni tudi status, medgeneracijsko varnost, a veste, neko zavarovanje za življenje, neko obdobje, a veste, mentaliteta naša je zelo drugačna. Družinsko se kupujejo stanovanja, družine pomagajo posameznikom do nepremičnin, veste. Mi nimamo strašnih vzvodov, da bi, a veste, tako kot v tujini, brez pologa kupovali ta nepremičnine, veste. In tle bi rekel, da je že mentaliteta pri nas, ne bom rekel problem, ampak nastavljena tako, da moraš kupiti svoje stanovanje. In če smo vsi nastavljeni, da ga moraš kupiti, je ponudba res premajhna. Veste, potem pa je drugo stanovanje za študenta, pa vikend na morju rabimo, hišo na morju rabimo. Se pravi, mi smo tako, bi rekel, vzgojeni, a veste, je pa logično, da v teh težkih časih negotovosti bi rekel tudi to, da tudi samo razmišljanje najlažje je kupiti nepremičnino in se je pokazalo v tem času, da so vsi bežali. Zelo zanimivo, tudi skladi v stanovanjske nepremičnine v tej krizi, ne samo poslovne, se pravi, skladi v tujini so bežali v stanovanjske nepremičnine iz raznih finančnih inštrumentov. A veste, tako da v bistvu na koncu je pa tudi problem, da se je naša borza takrat nas je koštala 2008-2009 izgube velikih prihrankov, tako na KBM, ljudje so se naučili, da je najlažje kupiti nepremičnino in jo dati v najem, tako da v bistvu nekako že filozofija, naš razmišljanje, mentaliteta in neka zgodovina, a veste, kaže na to, da je nepremičnina tista primarna vrednost, ki traja medgeneracijsko, ne glede na to, kakšna je, in zato tudi to veča povpraševanje na trgu, veste, ker smo mi taki, Kaj pa recimo kritiki ali pa vlada, odhajajoča, ki je vodila zdaj stanovanjsko politiko 4 leta, oni se nekako pravijo, da mladi težko kupijo stanovanje, si zagotovijo to varnost generacijsko, tudi zato, ker se kupujejo stanovanje za investicije drugo, tretje, četrto. Je to, kje vidite, je tukaj težava? Če bo gospod... Ja, jaz bi mogoče se prej navezal še na, bom rekel, zaščita kupcev. Hvala Bogu, imamo zakonodajo in tako naprej. Vendar
edina učinkovita zaščita kupcev je dovolj ponudbe. Se pravi, da ima izbiro. Ne? Mi si z upravnimi postopki in z vsemi riziki, ki jih imajo investitorji, ne samo, da se nam držijo cene, nam v bistvu se tudi omejuje, da bi bila večja ponudba na trgu. Vedno na vseh področjih, bom rekel, je red, kjer je ponudba na trgu večja od povpraševanja. Kjer je povpraševanje večje, je manj reda, so možne špekulacije, so drugačna pričakovanja in tukaj, razmišljati, kako pomagati povečati ponudbo. Kapitala je dovolj, znanja je dovolj, vse to smo že slišali. Dejansko, kako se spraviti, z urejenimi zazidljivimi zemljišči in spodbujati, konec koncev spodbujati investicije, povsem kjere, ali investicije za družinska, ali investicije za, za mlade družine, ali investicije za, nadstandardna stanovanja, vse, samo spodbujati investicije. Veste, nekdo, danes kupuje stanovanje, kot mlada družina, da si oblikuje, to so običajno, ali pa dostikrat so to družinske naložbe, hvala Bogu, imamo takšno mentaliteto in je prav, da so družine povezane, s tem smo tudi kot družba bolj povezani. Ampak ta isti kupec, ne vem, bo čez 10-15 let pa bil najbrž kandidat, lahko bil kandidat za nadstandardno, za večje stanovanje, pa če bomo drugačne potrebe. Ne? In tle vse vrste investicij je za spodbujati, se to je konec koncu, tudi en kup multiplikativnih učinkov na ekonomijo in tako naprej. Ne. To je to. Kar ste pa, kar je bilo pa vprašanje, da se delajo stanovanja za investicije, ne pa za mlade družine. Veste, mladim je, jaz to cel čas zagovarjam, ne, mladim je predvsem, mi nismo družba, ki bi lahko nas nekdo prepričal, da boš celo življenje živel v najemnem stanovanju. Pa pustimo, lahko je, ta najemnina pod kakršnimi koli pogoji. Ne. Jaz mislim, da je ta prav, za naše razmere, ta prav ukrep pomagati mladim do nakupa prvega stanovanja. To je, bistvena zadeva z garancijskimi shemami in tle to, kar v bistvu, tam, kjer lahko popravljajo to vlogo širše družine, bi morala, sigurno, to breme, finančno, je težko temu reči breme, ampak bi mogla to finančno funkcijo, po moje, prevzeti država in, spodbujati. Tle se spodbuja in ekonomija, in in stvari se veliko lažje, se mi zdi, da jaz imam občutek, da veste, kar enkrat, ko mladi, smo bili vsi enkrat, v teh letih, ne, ampak ko ti enkrat prideš do svojega prvega lastniškega stanovanja, je, en pomemben stres, v življenju odpade in potem lahko bolj smelo razmišljaš, kako naprej.
Jaz bi še tle dodal, se pravi, ta namig, kot ste rekel prej, ali očitek, da investitorji poberejo večino stanovanj. To bi jaz v bistvu zelo, zelo jasno zavrnil. To je tako poenostavljena fraza, veste. Mogoče je najlažji najti nekega krivca, ampak to ni rešitev. Bi pa to tudi pojasnil. Ne? Se pravi, država ali odhajajoča vlada se je na nek način trudila z nekimi programi, kako bi zagotovila in zagotavlja določena stanovanja. Bi pa rekel, da so pa bili nespretno sprejeti zakoni o omejevanju Airbnb-a, mogoče pa ne zagovarjam, ker ga ne delam, in uperjen prst v investitorje, ki so kupili stanovanja kot naložbo. Čemer sem prej govoril, zakaj smo tako naštimani, da to kupujemo kot naložbo. Ampak ne bi rekel, da samo investitorji kupujemo. Gremo na malne številke, pa gremo malo v prakso. Se pravi, jaz delam 30 let na trgu od leta 96, prodajam in oddajam nepremičnine. Ne? Se pravi, res je, da v določenih obdobjih so bile modne muhe na kup nepremičnin za investicijo in so določeni skladi kupovali in tudi podjetja, ker je bilo tudi v davčnih osnovah možno dajati stanovanja pred časom v strošek, v investicijo, si imel določen. Potem so se te olajšave vse zmanjšale. Najbolj pomembna je pa ta stvar, da realno zdaj pogledamo ta očitek. Če mi danes kupimo stanovanje po 6.000-7.000 evrov po kvadratnem metru, damo za njega 700.000 evrov za 3-sobno stanovanje in ga bomo za koliko dali? Za Jurija 200, do Jurija 500, do nosa ima ta investitor, ki kupuje 2%, 1%, brez amortizacije, mora še opremiti, zakon ima, ker ne ve, kaj bo jutri s tem najemnikom, ne plačila, pol ima 3 mesece prazno. A veste, to je fama. Bom povedal, to je zelo poenostavljeno. Dejansko so nakupi investitorski, ki so se zdaj s takimi cenami popolnoma zmanjšali že zadnjih 5 let. A veste, ne kupujejo ljudje več prav zelo za investicijo. Tisti, ki kupujejo, pa ne kupujejo zato, da bi imeli stanovanja zaklenjena, ampak jih kupujejo zato, da bi jih oddali. Moje stranke v naših projektih, mi izključno iščemo te stranke, ki bojo živele noter ali dale stanovanje na trg za oddati. Mi nimamo strank v naših projektih, ki bi zaklenile stanovanja, ker mi ni to tudi ne prodamo. Ker jaz tudi kot nepremičninar, če vam prodam stanovanje, ko ga vi zaklenete, jaz od tega nimam nič. Če pa vi oddajate to stanovanje, ga oddajam ves čas. In bi rekel, dajmo se pa vrniti na realno sliko. Kdo ustvarja največje povpraševanje v državi? Se pravi, mladi. Se pravi, mi imamo omejeno število stanovanj in povprašujejo investitorji, skladi, mladi, vsi. Ampak realno se investitorjem več ne splača, ker je obrestna mera letna 3% na Unikredito, zdaj če vežeš sredstva, boš od nakupa vsakega stanovanja in to investitorji vsi vejo. Bi pa rekel, a veste, kaj so tudi pravo povpraševanje? Kot sem rekel, mladi, pri nas kupujejo tudi tujci. Mi smo imeli ukrajinsko vojno, mi smo en kup enih nepremičnin oddali pa prodali Ukrajincem, pa ni nič narobe. Seveda, super so stranke. Bom pa še eno stvar povedal. Kje upoštevamo stari ljudi, ki povprašujejo, ki jemljajo te enote na trgu iz svojih velikih hiš, ki se selijo in jemljajo te enote z trga, veste. Tako da ta fama, da investitorji poberejo en delež, v naših projektih so investitorji mogoče pobrali 10, 15, 20%, v redu, nič narobe, ne. Se pravi, mi rabimo tudi take ljudi, ker veste, investitorji pa vedno ne kupujejo samo najboljših stanovanj, ampak poberejo tista zadnja, ki ostanejo, a veste, ki so malo cenejša, ne. S slabšimi pogledi jih tisto dajo na trg. Veste. Tako da investitor mogoče tudi ne pobira najboljše stanovanje, ampak pobira nekaj najbolj ugodnega, da bo najboljši donos imel. Veste. Tako da ta fama je tle mogoče malo pretirana, bi rekel, da se išče krivca tam, kjer ga ni in da se moramo vrniti na začetek, da samo govorenje, kdo je kriv in je brezvezno, zguba cajta, ampak predvsem konkretni ukrepi bi mogli biti pa taki, kot je odhajajoča vlada zagotovila. Toliko in toliko sredstev, na toliko in toliko parcel, za toliko in toliko stanovanj v toliko časa. Mestna občina, se pravi, toliko zazidljivih stanovanj, toliko občinskih stanovanj, poenostaviti postopke, spremeniti zakon in pospešiti gradnjo. To je edini ukrep. Vsi ostali ukrepi, veste, obdavčevanje, so se pokazali, veste, čeprav ta ukrep, da bi se obdavčili prazna stanovanja, če niso v najemu, se mi zdi zelo simpatičen. Ne? Se pravi, da tista stanovanja, ki so prazna, ki se ne oddajo, tam se plača davek. Če pa ga ti oddajaš, si ti pa davek poračuna. Tako da bi bilo zelo stimulativno res zaklenjena stanovanja pa obdavčiti.
stanovanja, ki so v najemu, ki so na trgu, ki služijo temu, da stanovanja so, in stanovanja, v katerih živimo, se pa pravi po nekih zmernih merah, da socialno ne ogrožamo prebivalstva. Ne. Koliko je sploh teh stanovanj, ki je zaklenjenih? Veste, različne informacije so, če smo gledali po številu stanovanj, ki jih ima neki država v lasti, neki, kar jih je praznih po števcih, ki so šli delati raziskavo po števcih, kjer elektrika ne teče, ne, se ugiba. Veste, to se ugiba od 5 do 10 tisoč stanovanj. Jaz bi dvomil, da je to. Ampak veliko več stanovanj je takih, ki so bila vseljena, pa so zdaj zaklenjena. Ne? Torej, jaz mislim tudi, da je zelo malo stanovanj, ki so bila kupljena, nikoli vseljena in zaklenjena. Teh je po mojem nepomembno malo na trgu. To me še zanima, kako ocenjuje ta ukrep prihajajoče vlade, da zniža stopnjo davka na oddajanje iz 25 na 15, ne pa za mlade na 5? Mene predvsem ta všeč za, bom rekel, mlade na 5. Najemniški trg se ureja, se pravi, najemnine, že to, kar mi opažamo, že zadnja 2-3 leta, če ne padajo, pa vsaj stagnirajo, ne, se pravi, najemnine ne sledijo vrednosti ali pa bom rekel povečanim vrednostim stanovanj, kar je, bom rekel, za najemni trg dobra novica. S tem, seveda, bom rekel, mi vseeno, Slovenija je del Evropske unije in tukaj je veliko več fluktuacija tudi, bom rekel, iz drugih držav ljudi in tako naprej. In iz tega naslova je tudi, bom rekel, en pomemben del najema. Tako da ja, to je, bom rekel, meni je zelo, najbolj simpatičen mi je ta ukrep, da če oddajaš mladi družini, se je 70% od tega. Jaz bi se tukaj popolnoma strinjal in absolutno je znižanje davkov na oddajanje nepremičnin, bi rekel, če je zdaj predviden s 25 na 15, če bi hotel zagotoviti res čim več stanovanj, bi ga lahko znižali in fiksirali na 10 ali pa na 5 za vse. Ne? Se pravi, dejstvo je, da če sem kupil stanovanje, a veste, drago, pa mene kot investitorja ali kot lastnika nepremičnine me stimulira to, da če oddam, da mi nekaj ostane. Že po logiki naravi človeka, če mi manj vzameš, mi je logično, da se spravim v ta posel, če se mi splača. Če me omejuješ z velikimi davki, mi tudi daješ v dvom, če se mi splača. Ne? A veste, dajmo razmisliti kot ljudje. Se pravi, ne rabimo tle neke strašne filozofije. Visoki davki, visoka obdavčitev je destimulativna po celem svetu. Ne samo pri nas. In se pravi, če sem jaz nekje v dobri poziciji, da se mi splača, in da me ne obremenjujejo davki preveč, seveda se grem v to smer in bom rajši oddal stanovanje. A veste, in tudi cene bojo niže, čeprav vsi bojo rekli, više. Ne, pokazali se pri tem zakonu, da bi se določene višine prevalile na najemnika z davke. Veste, če so nižji davki, se bojo tudi cene malo umirile. Tako da definitivno so pa še drugi ukrepi, ki bi poleg znižanja davka, kar pozdravljam, seveda, ko pogledamo naši dragi sosede, ne rabimo daleč gledati. Poglejmo Hrvaško, oni imajo shemo, imajo jamstvene sheme, to, kar so s kolegom pregovorila, seveda znižano celo DDV za mlade družine, subvencioniran DDV. A veste, zakaj pa ne bi mi subvencionirali kreditov? Zakaj pa ne bi država dala jamstveno shemo, garancijo za mladega kupca, mlado družino, ranljive skupine, ki jim je zares treba pomagati, ker zdaj so nemogoče cene, zares nemogoče. Se pravi, zakaj pa država mogoče ne bi tle določen del sredstev zagarantirala, pa rekla, obrestno mero pokrivamo mi. Pologa ni, jamstvo država. Seveda z nekim filtrom ljudi, ki so upravičeni do tega. In seveda
absolutno davčno prilagoditi mogoče tudi DDV na stanovanja, a veste, za prve kupce, a ne za prvega kupca vile, ampak za prvega kupca skupine ranljivih skupin, ne da bo prvič kupil vilo, pa bo imel davek, ne te zlorabe. Se pravi, dejansko tudi, a veste, zdaj sprejeti zakon, jaz ne vem, interventni zakon za mlade družine 5%. Kako so definirane te mlade družine, a veste? Se pravi, dajmo dejansko definirati te mlade družine, ranljive skupine, razširiti to skupino, a veste. Tudi, mogoče bi rekel, tudi na mladega, uspešnega človeka, zakaj nima 5% davka, če jaz oddam mlademu arhitektu, a ne? A veste, se pravi, hočem reči, ni mus, da je tako ozak pojem, se pravi, vsi mladi bi mogli imeti določene benefite že na začetku, davčno lastniki biti stimulirani, da ta vse nepremičnine dajo na trg po znižani ceni, a ne, ki je pač zdaj upravičena z nižjim davkom. A veste, če je 10-15% cenej najemnin, a veste, to se pozna, imaš pravzaprav stroške zastonj kot najemnika, ne. Tako da se mi zdi to zelo dober primer, kako bi pospešili in lažje prišli do nepremičnina, ne. Morda, da sklenemo, enako vprašanje za oba, morda čisto na kratko. Zdaj, Geodetska uprava je v svojem zadnjem poročilu zapisala, da opaznega znižanja cen nepremičnin ni za pričakovati, razen ob morebitni hujši globalni gospodarski krizi, ki pravijo, da ni izključena, vendarle pa je treba reči, da to ni osnovni scenarij, ne, vse neke makroekonomske napovedi napovedujejo neko blago rast. Kupiti stanovanje zdaj ali čakati na padec cen, ali pa to vendarle neko čakanje na Godoja, ki nikoli ne pride, gospod Miklavčič? No, vse je odvisno od potrebe, ne. Zdaj, sigurno, če je pač potreba in če je priložnost kupiti stanovanje, je vedno ta prav trenutek, ne. To, da bi špekuliral, da bo drugo leto, pa kadarkoli, če se bodo kdaj globalne razmere umirile, da bo cena stanovanj padla, to se še nikoli ni zgodilo. In jaz tudi, bom rekel, zelo težko verjamem, razen pač, če bi bili neki, tako kot ste rekel, neki hudi pretresi, da bi se to zgodilo. Veste, preprosto je, kar se stanovanj tiče, pa kar se nepremičnin tiče, nekaj pričakovanje ugrajenih že v zemljišča, ne. Mi imamo zelo draga zemljišča v Sloveniji, ne. Pač na trgu se, bom rekel, z gradbenimi materiali, z finalnimi izdelki in tako naprej se dogaja, kar se dogaja. Posledično tudi, bom rekel, stroški storitev rastejo, posebej v sektorjih, kjer je več povpraševanja kot ponudbe, ne. In jaz prav velik argumentov za nižanje cen ne vidim, ne. Jaz celo bi rekel, da največ zaenkrat, ne, največ dva področja, ki, bom rekel, sigurno lahko, ki dolgoročno uravnotežta, bom rekel, cene na trgu, je, bom rekel, več zazidljivih zemljišč, ne. Saj zazidljivih zemljišč je veliko, ne, urejenih in do konca, bom rekel, postopkovno pripeljanih zemljišč. Mi vseeno imamo nekaj, bom rekel, dobrih primerov, ne, po katerih bi se jih bilo treba zgledovati, ne. Veste, bilo je obdobje 15 let nazaj, 20-15 let nazaj, so bile moderne obrtno-industrijske cone, ne, ker so se pa, bom rekel, večina lokalnih skupnosti pa občin se je pa potrudila in te obrtne cone so ratale, bom rekel, so jih uredili z infrastrukturo in z vsem, ne, in so za relativno, bom rekel,
atraktivne cene privabili podjetnike, da so si tam, bom rekel, brez velikih težav, brez kakšnih civilnih iniciativ, brez, bom rekel, predolgih postopkov, da so si lahko zgradili, bom rekel, svoje proizvodne ali kakršnekoli kapacitete za svojo dejavnost, se pravi nepremičnine potrebujejo. In v bistvu vse skupaj pa, bom rekel, mora rezultirati to, kar je rdeča nit po mojem današnjega pogovora, je pa to, da morajo se, da, bom rekel, večja ponudba bo, bom rekel, uravnotežila v vseh pogledih, bomo imeli bolj zdrav stanovanjski trg. Ja, moj nasvet kupcem bi bil, ne kupuj v paniki in ne čakaj v strahu. To bom malo razložil. Se pravi, na vsak način zdaj ne bi kupoval, ker cene rastejo na silo in ne bi me bilo pravzaprav v nekega špekuliranja, da bojo cene padle in živeti v strahu, a bom preplačal, a ne, pa ne bom kupil, ker bo še cenejše, kot sem prej rekel, nekega dna nikoli ne boš zadev. Ljudem, ki si želijo kupiti, bi predvsem svetoval to, ali bojo lahko stabilno kupili in odplačali to stanovanje, je ena točka. Da stabilno kupijo nepremičnino, da se izračunajo obresti, potrebe življenjske, da pogledajo dobro lokacijo, ker se bojo projekti delili na slabše projekte in dobre projekte. Pogledati 15 let naprej, kaj se bo s tem projektom in s to lokacijo dogajalo, ali je to en objekt na hribu, ki nima nobene infrastrukture, pa je pocen, ali je to mogoče na dobro umeščeni, razviti infrastrukturi zgrajen objekt, pogledati certifikate, kaj to pomeni, ali spremljajo direktivo, ali boste imeli vi res dobro stvar čez 10 let, ali ne. Se pravi, to bi najbolj pazil na tem delu, se pravi, lokacijo, stabilnost odplačevanja, svojo stabilnost finančno, ne bi se bal teh visokih cen in ne bi čakal na to dno, in absolutno bi rekel, da ta občutek prehoda iz najemnika v lastnika je fenomenalen. Veste, če si lahko privoščite, če lahko kupite, do zdaj vse kaže, da veste, se je splačalo. Tudi če bo kdaj kakšen decline, pa znižanje cene ali neka stagnacija, se bo zgodila. Veste, slabi projekti znajo se tudi mogoče malo umiriti cene, mogoče rahli tudi padci so možni, to je vse možno, ker smo zdaj res na visokih vrhovih, ampak generalno velikih padcev, velike spremembe cene, glede na to, da se držijo zemljišča, da so postopki dolgi, da se cena delovne sile drži, da so negotovi časi, da je visoko financiranje za investitorja, problemi, ki smo jih prej našteli, veste, naša mentaliteta, ki sem prej v njej govoril, da vsak želi kupiti, veste, naše potrebe starih, mladih, tujcev, skladov, investitorjev, se pravi, v negotovih časih, to vse kaže bolj na to, da bi mogoče lahko šla cena dobrim projektom tudi rahlo gor, kot pa da bi cena padla. In zato svetujem vedno, razmišljajte vsi mladi, kako čim prej kupiti neko osnovno vstopno nepremičnino, ki bi ti zagotovila mogoče lažje korake potem pri spremembi, prodaji, pa spet nakupu, da bi s to svojo nepremičnino tudi spremljal ta trend rasti, ker že sam inflacijski vpliv na naše prihranke že nakazuje na to, da bi se splačali, veste, če imamo toliko milijard na računih, kupa tudi nepremičnino. Tako da definitivno moj nasvet je vedno kupi nepremičnino in izberi, premisli in ne hiti, ne kupuj čredno, ne čredni nagon, ko si kupujejo, in ne se bat, ker vsi ti, ki so se bali, ki so čakali toliko zdaj časa, so izgubili denar, cene so ušle in ponudba je manjša. Tako da jaz bi svetoval absolutno da nakup še vedno. Hvala lepa obema sogovornikoma za vajine misli. Hvala tudi vam za poslušanje. Z veseljem. Hvala lepa tudi vam. Hvala kolegu. Enako.